bordelu. Bil sem sredi študija in kot mnogi drugi sem se nenadoma začel spraševati, ali je bila moja odločitev za študij pravilna. O tem sem spregovoril tudi na terapiji. Opazil sem, da samega sebe silim v študij in da se moram zelo naprezati, da bi ga nadaljeval. V tem je težava, je rekel Jorge. Dokler misliš, da, v narekovaju, moraš študirati in diplomirati, pri tem seveda ne boš mogel uživati. In dokler vsaj malo ne uživaš, ti bodo nekateri deli tvoje osebnosti nagajali. Jorge je neutrudno ponavljal, da ne verjame v naprezanje. Trdil je, da napor ne vodi v nič koristnega, toda tokrat sem mislil, da se moti. Morda je bila to tista izjema, ki potrjuje pravilo. Ampak, Jorge, ne morem pustiti študija, sem mu rekel. Ne verjamem, da bom v tem svetu kaj pomenil brez diplome. Študij je neke vrste jamstvo. Morda, je odvrnil Bajsi. Veš, kaj je Talmud? Da. Talmudu je zgodba, ki govori o čisto navadnem človeku. Bil je vratar v bordelu. Takole pravi. V vasi ni bilo službe, ki bi bila bolj zaničevalna in slabše plačana od službe vratarja v bordelu. Toda moškemu, ki je to delo opravljal, ni preostalo nič drugega. Nikoli se namreč ni naučil brati in pisati, nikoli se ni ukvarjal z ničemer drugim. To delo je opravljal, ker je to prej počel že njegov oče, pred njim pa njegov oče. Že desetletja je bordel prehajal od očetov na sinove, prav tako mesto vratarja. Ko je stari lastnik umrl, je posel prevzel mladenič nemirnega duha, ki je bil ustvarjalen in podjeten. Odločil se je, da bo bordel posodobil. Obnovil je sobe, nato pa zbral osebje, da bi mu dal nova navodila. Vratarju je rekel: Od danes naprej je tvoja naloga poleg vratarskega dela tudi pisanje tedenskih poročil. Zapisuj si, koliko strank pride k nam vsak dan. Vsako 5. stranko vprašaj, kako je zadovoljna in kaj bi spremenila. In enkrat na teden mi oddaj poročilo s pripombami, ki se ti zdijo pomembne. Moškega je kar zmrazilo. Vedno je rad delal, toda zelo rad bi vam ustregel, gospod, je zajecljal. Ampak jaz ne znam brati, pa tudi pisati ne. Kako mi je žal. Kot boš razumel, ne morem plačati nikogar drugega, da bi to počel namesto tebe. Prav tako ne utegnem čakati, da se naučiš brati in pisati zato, toda, gospod, ne morete me odpustiti. To službo opravljam že vse življenje, tako kot jo je pred mano moj oče, pa tudi moj ded. Stavka ni mogel niti dokončati. Poglej, razumem te, a ti ne morem pomagati. Dobil boš odpravnino, z denarjem si boš pomagal, dokler si ne najdeš česa drugega. Žal mi je, srečno. Obrnil se je in odšel. Moškemu se je podrl svet. Nikoli si ni mislil, da bi se mu lahko zgodilo,
kaj takega. Odšel je domov, prvič v življenju brez dela. Kaj naj stori? Spomnil se je, da je včasih v bordelu, ko se je razmajala postelja ali zlomil podstave kakšne omare, s kladivom in žeblji pohištva hitro za silo popravil. Pomislil je, da bi to lahko počel začasno, dokler mu kdo ne ponudi nove službe. Po vsej hiši je iskal orodje, ki ga je potreboval, a je našel le zarjavele žeblje in skrhane klešče. Moral bo kupiti novo škatlo z orodjem. Sklenil je, da bo za to porabil nekaj denarja, ki ga je dobil za odpravnino. Ko je stopil iz hiše, se je zavedal, da v njegovi vasi ni trgovine z železnino in da bo moral potovati 2 dni na moli do najbližje vasi, kjer bo lahko nakupil potrebno. Pa kaj potem, si je mislil in se odpravil. Vrnil se je s čudovito škatlo polno orodja. Nisi še sezul škornjo, ko je nekdo potrkal na vrata. Bil je sosed. Prišel sem te vprašat, ali bi mi lahko posodil kladivo. Pravkar sem ga kupil, vendar ga potrebujem za delo, ker sem ostal brez službe. Vrnil ti ga bom tako jutri zjutraj. Velja. Naslednje jutro je sosed potrkal na vrata, kot je obljubil. Kladivo še vedno potrebujem, mi ga lahko prodaš? Ne, potrebujem ga za svoje delo, poleg tega pa je trgovina z železnino oddaljena 2 dni ježe z mulo. Skleniva posel, mu je predlagal sosed. Plačam ti 2 dni hoda v eno in 2 dni hoda v drugo smer, pa še kladivo. Saj si brez dela, kaj ne? Kaj praviš? To bi pomenilo 4 dni dela. Sprejel je. Ponovno je zajezdil mulo. Ko se je vrnil, ga je pred njegovo hišo čakal že drugi sosed. Pozdravljen, prijatelj. Si ti prodal sosedu kladivo? Da. Potrebujem nekaj orodja. Pripravljen sem ti plačati 4 dni poti in nekaj malega še za vsak kos orodja. Veš, vsi nimamo toliko časa, da bi lahko odšli po nakupih. Nekdanji vratar je odprl svojo škatlo z orodjem in sosed si v njej izbral klešče, izvijač, kladivo ter dleto. Plačal je in odšel. Moški si je zapomnil sosedove besede. Veš, vsi nimamo toliko časa, da bi lahko odšli po nakupih. Če je to držalo, potem je moralo biti v vasi še veliko ljudi, ki bi jim prišlo prav, da bi jim prinesel orodje. Na naslednjem potovanju se je odločil, da bo tvegal nekaj denarja od odpravnine in nakupil še več takšnega orodja, kot ga je prodal. Tako bo prihranil čas. Po vasi se je razvedelo, kaj počne, in mnogi so si hoteli prihraniti pot. Enkrat na teden je novopečeni trgovec z orodjem odpotoval in nakupil vse, kar so potrebovale njegove stranke. Kmalu mu je postalo jasno, da bi lahko prihranil še več časa, pa tudi več zaslužil, če bi našel kraj, kamor bi shranil orodje. Najel je skladišče. Nato je razširil vhod vanj in čez nekaj tednov uredil še izložbo. Skladišče je postalo prava vaška železnina. Vsi so bili zadovoljni in so kupovali v njegovi trgovini. Zdaj sam ni več potoval, saj so mu iz železnine v sosednji vasi sami pošiljali izdelke. Bil je dobra stranka.
Sčasoma so vsi kupci iz bližnjih vasi raje kupovali v njegovi železnini in tako prihranili 2 dni poti. Nekega dne se mu je posvetilo, da bi njegov prijatelj strugar zanj lahko izdeloval kladiva. Nato pa še, zakaj pa ne klešče, primeže in dleta, in potem še žeblje in izvijače. Da zgodba ne bo predolga, jo bom skrajšal. V 10 letih je ta moški s poštenim delom postal milijonar. Bil je največji podjetnik v vsej pokrajini. Tako bogat je bil, da je nekega dne ob začetku šolskega leta svoji vasi podaril šolo. Poleg branja in pisanja se bodo otroci tam učili obrti in spretnosti, ki so bile tedaj najbolj uporabne. Ob odprtju šole je župan priredil veliko zabave in slovesno večerjo v zahvalo ustanovitelju. Po večerji mu je župan predal ključe mestne hiše, ravnatelj pa ga je objel in mu rekel: Z velikim ponosom in hvaležnostjo vas prosim, da nam naklonite čast in se podpišete na prvo stran dnevnika nove šole. Z veseljem bi to storil, je dejal moški. Nič na svetu mi ne bi bolj ugajalo kot to, da bi se podpisal vanj. A ne znam brati in pisati, nepismen sem. Vi, se je začudil župan, ki kar verjeti ni mogel. Ne znate brati in pisati? Zgradili ste industrijski imperij, ne da bi znali brati in pisati. Prevzet sem. Sprašujem se, kaj bi naredili šele, če bi znali. Lahko vam povem, je mirno odvrnil moški. Če bi znal brati in pisati, bi bil vratar v bordelu.